Pravlična vzgoja Deni Kragelj temelji na spoštovanju in razumevanju, ki sta podlaga za odnos. Namesto kritike k otroku pristopi zgodbo, ki ne povzroči odmika in upora, ampak ponudi prostor za sproščeno izražanje svojih misli in občutkov. Vzgoja s pomočjo pravljic ni tako nov pristop, je pa neuporabljen in neizkoriščen. Poudarek je na odnosu, kar naj bi bil temelj vsakega odnosa, se pravi neko spoštovanje, da se gradi povezanost, zaupanje, kjer se otrok lahko odpre in da tudi v enem varnem okolju spozna, kako svet deluje in se lažje spusti naprej v življenje. Vsaka pravljica Deni Kragelj se začne z istim stavkom, saj pravi, da ponavljanje otroku nosi stabilnost, sigurnost in obljubo srečnega konca. Zato mu vedno enak začetek, ki je za odrasle ponavljanje, pomeni znano, sproščujočo okolje, ki ga sprosti. Seveda pa mora biti pravljica primerna za otroka, da se z njo poistoveti in najde njeno sporočilnost, ki mora biti seveda predvsem vzgojna. Ja, pedagoške pa terapevtske pravljice oziroma vsaka pravljica, ki nosi neko sporočilo v ozadju, kar ni vsaka pravljica. Tiste pravljice, ki so pisane 100-200 let nazaj, niso več primerne za naš način življenja in marsikatera lahko naredi tudi več škode, če se jo ne obdela na pravilen način. Tako da je prav res z otrokom brati pravljice in iskati tiste, ki so kvalitetne, ki nosijo neko sporočilo in ga učijo, da so vsakdanje teme, s katerimi se srečuje, da so mu podporo. Dobro bi bilo, da bi pravljice otrokom brali skozi celo otroštvo. Dojenčki se navadijo na ritem glasu in se na ta način z njimi povezujemo ter gradimo odnos. Kasneje pa imajo pravljice pomembno vlogo v razvojnem, psihološkem in socialnem smislu. Ja, v otroštvu se postavlja temelj našega življenja, našega načina razmišljanja in je pomembno in da beremo in ta skupen čas, ta bližina, pa ne samo v otroštvu, ampak čez celo življenje, tudi sanje, tudi knjige, vse to je en pravljični svet tudi za odrasle, ki ga vsi potrebujemo za beg iz te realnosti, za sprostitev, nek varen prostor naš. Liki v pravljicah Deni Kragelj nimajo imen in zato se otroci v njih hitreje najdejo in poistovetijo z junaki zgodbe. Deni Kragelj si želi, da bi pravljice poslušal vsak otrok, ne samo v vrtcu in v šoli, ampak predvsem doma, saj s pravljico z otrokom vzpostaviš stik in se sprosti. V vrtcih je itak, pa v šolah, ampak tudi veliko staršev me kontaktira, vprašajo za nasvete tudi, kako bi pravljice uporabili, kar se da najboljše za svoj namen. Tako da je tudi na dostopnosti se dela, kar je mogoče en minus bil vsega tega časa zadnjih nekaj let, ampak je šlo v digitalizacijo, tako da je veliko več pravljic tudi na internetu, na YouTubeu, da jih poslušajo, kar je en velik plus, ker je večja dostopnost in v tem času, ko hitimo ves čas, ko se ne posvetimo res temu trenutku, je tista ena lažja pot, da na hitrejši način damo posnetek in otrok vseeno pride do pravljice, svoj besedni zaklad širi in se uči socializacije in tako naprej. Seveda se nam je porodilo vprašanje, ali obstaja pravljica, ki bi jo moral prebrati prav vsak otrok. Ni ena, jih je zelo veliko. Jaz pa vsem predlagam, da naredijo vedno pravljico, ki jo otrok potrebuje in to je tudi tema današnjega predavanja, ker bom tudi starše, vzgojitelje naučila, kako ustvariti pravljico za tisto situacijo, ki si jo oni želijo, kar ni toliko težko, kot se zdi in otroku je to v bistvu najboljša pravljica, kar mu največ prinese. Deni Kragelj je socialna pedagoginja, ki se je dolga leta ukvarjala z animacijo za otroke, je mama, kot učiteljica je delala z otroki s posebnimi potrebami, tako da je pridobila široko paleto znanja z delom s slepimi, gluhimi in avtisti in to jo je pritegnilo, da je iskala načine, kako se posamezniku približati na prilagojen način in odkrila terapevtsko moč pravljic, ki obravnavajo celo paleto težav in vprašanj, s katerimi se soočajo otroci.
Njena zbirka pravljic obravnava vse možne vzgojne težave, na preprost, otroku doumljiv način, predstavlja pomen besed, ki jih še ne poznajo, pomaga pri premagovanju težav, kot so strahovi, mučenje postelje, zavist, žalost in podobno. Če pa ni nobene od pravljic, ki bi obravnavala prav specifično težavo otroka, pa Deni pravljico napiše tudi po naročilu. In tako kot pravi sama, najlepše pravljice lahko ustvarite tudi starši sami.